Kaj je poceni in kaj drago, je nemogoče sklepati po obcestnih reklamah. Treba je poznati konkretno ponudbo, tisto, ki jo dobite šele v živi komunikaciji s trgovcem. Predvsem pa je treba vedeti, kaj za plačani denar dobimo v smislu opremljenosti in tehničnih specifikacij. To je stvar primerjalnih tabelc. Najbolj pa je bistveno, da racionalne tabelce temeljito preizkusimo in tako ocenimo kakovost vsega, kar piše v prospektih. Pri dačah imamo pogosto mešane občutke, zato je zelo pomembno, da natančno vemo, o kateri različici govorimo. Bogato opremljene dače imajo namreč lahko tako visoko ceno, da je bolj smiselno vzeti Renaulta, z odpovedovanjem pa lahko dobite za majhno vsoto neulovljivo prostoren avtomobil. Na cesti sicer lahko vidimo veliko šminkersko opremljenih Sanderov Stepway in Dusterjev, kar razumemo, da dače vendarle niso več zgolj racionalen nakup, vsekakor pa prav veliko čustev ne bo vloženih v nakup klasičnega Sandera. Ob njem je naša prva misel, da redko najdete malčka, ki bi v svoj prtljažnik pospravil 2 naša kovčka za reflektorje, brez kakršnega koli podiranja klopi. Ni bistven podatek v litrih, oblika je tista, ki navduši. Vseeno, kdo rabi prostor in bi rad plačal zelo malo, bo vzel Logana MCV, še najraje tistega na plin. Proti preizkušanemu Sanderu pa govori tudi dejstvo, da je v kabini vse zelo plastično ceneno in celo kovinsko, ergonomsko vprašljivo, skratka občutno premalo prijetno, da bi zmogli spregledati kar visoko ceno. Ta je sicer delno odvisna tudi od sicer dobrega bencinskega turbo trivaljnika in obupno zoprnega samodejnega menjalnika, ki ga raje čim prej pozabite, saj vas bo med vsako menjavo prestave nadležno guncal. Dača namreč s tem uvaja tehnologijo klasičnega ročnega menjalnika z robotizirano enojno sklopko, torej tehnologijo, ki jo drugi vse bolj opuščajo, tudi Renault.